Občinski odbor Nove Slovenije Ljutomer se je odločil, da danes predstavi svojega kandidata za župana, ki kandidira s podporo občinskega odbora SDS Ljutomer. Prav včeraj smo na občinsko volilno komisijo vložili vse kandidature, se pravi tako za župana, kot za občinske svetnike in pa za člane svetov v krajevnih skupnostih. Ljutomer, taborsko mesto, ki letos praznuje 150 let od prvega slovenskega tabora, je v zgodovini bilo večkrat na preizkušnji. Naši predniki so znali stopiti skupaj, ali kak mi v Prlekiji rečemo, stopili so v kup, in vedno so našli neko rešitev, da se je zadeva tako ali drugače rešila. Bili so pogumni, bili so enotni. In prav tudi iz tega razloga smo mi v letošnjih volitvah našim občanom ponudili preverjene ljudi, tiste, ki mislijo resno za občino Ljutomer, ki nimajo neke temne preteklosti, ki ne nosijo, kot pravimo, nahrbtnikov, ampak so pripravljeni trdo delati, biti transparentni, predvsem pa žrtvovati ves svoj čas za dobrobit naše občine Ljutomer. Odločili smo se, da gremo zelo resno v to, ker želimo, da Ljutomer spet postane mesto veselih ljudi, ki se ne bodo bali povedati, če mislijo drugače, kot misli struktura, ki je trenutno na oblasti. Občini Ljutomer želimo vse dobro. Želimo predvsem, da spet vrnemo kulturo dialoga, transparentnosti in čistih računov, kot pravimo po domače. Veseli smo, da je danes med nami tudi naš predsednik, magister Matej Tonin. Zato, gospod magister, lepo pozdravljeni še enkrat v metropoli Prlekije in predajam vam besedo. Hvala lepa. Najprej se iskreno vsem zahvaljujem za vašo današnjo udeležbo. Zdi se mi, da lokalne volitve so zagotovo najpomembnejše volitve, ki jih ta država ima, čeprav se morda zdi, da so druge še bolj pomembne, ampak kakorkoli stvari obračate, na koncu vedno pridete do tega, da lokalne volitve dejansko odločajo o tem, kakšna bo kvaliteta vašega oziroma našega življenja v skupnostih, kjer živimo. Seveda ne moremo pričakovati, da bodo drugi namesto nas opravili delo, kar pomeni, da smo se kot državljani dolžni angažirati, da smo dolžni biti aktivni državljani in na nek način poskušati sooblikovati našo lokalno skupnost in prav to nam omogočajo lokalne volitve. Iskreno sem vesel, da se je Gregor Žižek odločil za kandidaturo za župana, ker na nek način svojo osebno zgodbo pooseblja točno tisto, kar Ljutomer potrebuje. Moram priznati, da me je zelo nagovorila njegova osebna zgodba, ki je šla, tako bi rekel, od prosvete do turizma, do gospodarstva, skratka, da se je preizkušal tako v javnem sektorju, kot tudi v zasebnem sektorju. Na trenutke je bilo življenje tudi do njega neizprostno, ampak kakorkoli bil je ves čas borec, ves čas je gledal naprej in si prizadeval, da stvari premakne na bolje. In zdi se mi, da je to točno tisto, kar Ljutomer danes potrebuje. Izkušenega župana, ki razume tako gospodarstvo, župana, ki razume, da je turizem lahko velik potencial za to občino, da bi veljali z nekimi dobrimi praksami, ki jih je Ljutomer v preteklosti že imel, nadaljevati tudi v prihodnosti. Gospod Žižek je del teh dobrih praks tudi sam so ustvarjal. In nenazadnje za neko identiteto kraja je pomembna tudi prosveta, izobraževanje, kultura in vse te tri elemente gospod Žižek svojo življenjsko zgodbo lepo povezuje in vse to mu daje ta prave kompetence, da se bo zagotovo izkazal kot odličen župan. Jaz verjamem v njegovo izvolitev, zaradi dveh
razlogov. Mislim, da je po 2 mandatih gospe Karbe prišel čas za spremembe. In druga stvar, ki me navdaja s pozitivno mislijo, je pa podpora, ki jo je deležen gospod Žižek, poleg njegove Nove Slovenije, smo podporo izrekli tudi v SDS-u, za kar sem jim izjemno hvaležen. In na poti sem v Ljutomer, sem po telefonu govoril tudi s predsednikom SLS-a, gospodom Podobnikom, ga poprosil, če obstajajo kakšne možnosti še, da bi vendarle šlo za resnično skupno kandidaturo vseh desnih strank. In vas moram razveseliti z informacijo, da je gospod Podobnik rekel, da ta možnost obstaja. Tako da verjamem, da se bo v prihodnjih dneh podpornikom kandidature gospoda Žižka poleg Nove Slovenije in SDS-a priključila še SLS in mislim, da bo pa to tisti garant, ki bo pripomogel k temu, da bo gospod Žižek novi ljutomerski župan. Tako da pogumno naprej in vse dobro v tem času. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda je zdaj čas, da izveste kaj več o našem županskem kandidatu, predvsem pa seveda, da nekako izveste o tem, kakšen program si je zastavil sam, oziroma s kakšnimi udarnimi točkami občinski odbor Nove Slovenije letos gre na županske volitve in občinske volitve. Hvala lepa. Seveda hvala lepa, gospod predsednik, magister Matej. Sem Gregor Žižek, po izobrazbi sem profesor zgodovine sociologije, poročen, oče 2 otrok. Poučeval sem v osnovni šoli 3 leta, kar se tiče mojega prosvetnega dela. Takrat sem na žalost zapustil katedro, šolsko katedro, ki je pač ni bilo nadaljnjih možnosti za zaposlitev. Potem sem se zaposlil v Centru za socialno delo Murska Sobota, v kriznem centru za mlade in pa še sem tudi bil referent na omenjenem centru. Leta 2008 sem se zaposlil na javnem zavodu za turizem LTO Prlekija Ljutomer kot koordinator prireditev. Tukaj sem koordiniral in organiziral številne dogodke, prireditve v občini Ljutomer. Hkrati pa sem napravil tudi kot turistični informator, potem kot lokalni vodnik, potem prodajalec in svetovalec v trgovini in pa seveda vinoteki na Jeruzalemu. Pa pod Prlekijo sem promoviral po različnih sejmih, borzah, tako v Sloveniji kot tudi po Evropi. Z ukinitvijo LTO Prlekija Ljutomer leta 2016 sem tudi okusil zavod za zaposlovanje kot brezposelna oseba. Tam sem zdržal pod narekovaji 3 mesece, našel službo v gospodarski družbi, kjer smo izdelovali avtodome in sicer sem kar sprejel tudi 3-izmensko delo. Po letu dni me je pač vleklo nazaj v Ljutomer in na srečo sem se zaposlil tukaj v neposredni bližini pri podjetniku. Dukin firma se reče in sicer smo izvozno usmerjeno podjetje in pa tudi svojo blagovno znamko in tukaj sem tudi začel še bolj spoznavati kot te prednosti, pomanjkljivosti gospodarstva. In zdaj povem, zakaj sem se odločil za kandidaturo. Iz slišanega lahko vidite, da sem človek, ki ne obupa in išče rešitve. Sem tudi prilagodljiv. Kot ste videli, sem bil zaposlen v javni upravi, turizmu, na koncu gospodarstvo. Včasih se rad pošalim, da je moja krivulja namesto, da je šla navzgor, je šla malo navzdol in sicer od javnega sektorja do turizma, na koncu do gospodarstva, kot navadnega delavca. Ampak v bistvu vedno sem tukaj nabiral novih izkušenj, nova spoznanja, potem bridkosti, pa tudi šibkosti. Vse to me še bolj utrdilo in spoznal sem javnega uslužbenca, turističnega delavca in delavca v proizvodnji. Tako razumem in se lahko poistovetim vsakim posameznikom prej omenjenem stavku. In ravno to je potrebovalo, da sem se odločil za kandidaturo za župana občine Ljutomer.
Vidim, da lahko prisluhnem vsem in jim pogledam tudi v oči, ter z njihovo oziroma z vašo pomočjo lahko dosežemo uspehe, ki vodijo občino Ljutomer v razvoj na izobraževalnem, gospodarskem, turističnem, kmetijskem, infrastrukturnem, kulturnem, športnem ter institucionalnem področju. Občine Ljutomer so potrebne spremembe, da se občina vrne na pot pogumnih, upajočih, optimističnih, veselih in srečnih prlekov. Ravno to leto, ko smo že slišali, taborsko leto, mi je dalo dodatne motivacije, da sem se odločil za kandidaturo. Če so prleki pred 150 leti znali v kip stopiti, kako mi to rečemo, in pripraviti malo revolucijo, idejo o zedinjenju Slovenije, bomo tudi zdaj to zmogli. Čas je, da se občina spet pojavi povezavi prvi slovenski tabor, prve konjske dirka, prvo društvo, kaj se tiče konjerejstva, tudi prvo in to v pozitivnem smislu, da bomo spet prvi. Seveda se ob tem zahvaljujem gospodu Toninu za njegov obisk, ki mi veliko pomeni. S tem kaže veliko podporo meni kot kandidatu za župana občine Ljutomer, potem kandidatom in kandidatkam na listi Nove Slovenije, vsem članom stranke ter vsem občanom občine Ljutomer. Tudi hvala občinskemu odboru Socialdemokratske stranke Ljutomer za zaupanje in javno podporo. In seveda mislimo resno z ljudmi, ki kandidirajo. Vodstvo, poslanci in vsi člani ter simpatizerje Nove Slovenije, ki živimo v naši občini, mislimo resno. In seveda tudi s kandidatnimi listami, kjer imamo pisano paleto kandidatov, na eni strani mladost in svežino, na drugi strani izkušenost in modrost. Raznolika tudi izobrazbena struktura, imamo kmetovalce, delavce, profesorje, ekonomiste, inženirje, vse do doktorjev znanosti. Ravno ta raznolikost nas bo vodila v zgodbi o uspehu. Mislimo tudi resno s programom. Tudi s programom mislimo resno, saj nam daje smernice in vodilo za dobrobit upravljanja občine Ljutomer. Prednost programa je v tem, da smo ga sestavljali vsi skupaj, se pravi kandidati na volilnih listah, člani in simpatizerji stranke. Dopolnjevali pa ga bomo z novimi idejami, rešitvami, s pomočjo občanov in občank občine Ljutomer na predstavitvah, ki jih bomo imeli po krajevnih skupnostih. Tukaj bi samo nekaj par ali ne rad naštel, kaj sem vam trudil v prvi vrsti kot župan občine Ljutomer. In sicer za bolj transparentno občino, za neizključevanje občanov pri idejah, razpravah, predlogih, za povečanje črpanja evropskih sredstev za projekte. Pri tem me zelo veseli, da so mi so pomoč dali poslanci in pa seveda tudi predsednik stranke, gospod Matej Tonin, pri pomoči za črpanje teh evropskih sredstev, ker vemo, da jih je kar nekaj na razpolago in se da izčrpati. Potem za povezovanje s sosednjimi občinami, saj bomo tako lažje črpali tudi tako imenovano te evropska sredstva. Potem vrniti občino Ljutomer na turistični zemljevid Evrope, za razširitev industrijske cone, za urejeno infrastrukturo, potem za sanacijo izobraževalnih, športnih in kulturnih objektov, potem imamo za ustrezne pogoje dviga kvalitete uporabe prostega časa občanov in občank, potem za preprečevanje bega možganov in pa za spodbujanje trajnostnega kmetovanja in novih tehnologij. Na koncu bi samo lahko dodal, pripravljeni smo na kvalitetno, pošteno in povezovalno delo, ker mislimo resno za občino Ljutomer. Hvala lepo. Predsednik občinskega odbora SDS Ljutomer, gospod Srečko Žižek, če nam malo mogoče razložiš, poveš, zakaj ste se pa vi odločili, da zaupate našemu kandidatu in da zaupate Novi Sloveniji. Ja, hvala za besedo, Miro. Zdaj v občinskem odboru SDS Ljutomer smo pač žal nimamo svojega kandidata in smo veseli, da lahko podperemo Žiže Gregora, ker Gregora poznamo, mi smo, Ljutomer je kar mala lokalna skupnost, se vsi kar dobro poznamo, Gregora poznamo že dolgo in smo veseli, da kandidira, da se je odločil. Hvala lepa.
Mogoče še predsednik občinskega odbora Nove Slovenije, gospod Marjan Novak. Ja, lep pozdrav tudi v imenu občinskega odbora Ljutomer, še posebej v mojem imenu, vsem novinarjem prisotnem. Kot občinski odbor Nove Slovenije ste videli delovanje v občinskem svetu do sedaj, da nismo bili a priori proti naši sedanji županje. Vse, kar je bilo pozitivnega oziroma dobro izvedenega, smo tudi podprli, glasovali za tisto, da se izvede. Vse, kar pa se nam je zdelo do sedaj nepravilno oziroma sporno, pa smo tudi a priori zavračali. Zato smo tudi v samem občinskem odboru sklenili, da je potrebno imeti polne liste, zaupanja vredne kandidate, razpršene po vsem terenu in tudi kandidati, ki mogoče ne bodo izvoljene v svet, bodo še naprej delali v dobrobit občine Ljutomer z svojimi predlogi, z svojim znanjem. Tudi drugo članstvo nam garantira, da bo pomagalo na terenu in nam prinašalo sveže informacije z občine. Tako da tudi v celem občinskem odboru smo najbolj zaupali Gregorju za njegovimi izkušnjami in kot je nekdaj rekel vodja desnice, mi gremo na smago, mi pa v Ljutomeru gremo zmagati. To so besede občinskega odbora.